Je uspeh posledica sreče ali trdega dela? Jani. Ne, sorry. Ja, Jani mora zdaj reči trdega dela, ne? Seveda. Zato, ker jaz bom rekel sreče in pa bo tukaj In pa bom jaz in pa bo vskočil debata. oboje. Kombinacija. Jaz mislim, da je sreče. Ja. Že to, da začneš trdo delati, si imel srečo, da si pristal v taki situaciji, da si postal motiviran za to, da trdo delaš. Jaz mislim, da je to vse splet na ključi. Jaz se strinjam. Ja, pa se jaz ne morem. Kontrarijan, ja. Jaz bom rekel, da je, Sem da malo boljši argument. da je plod trdnega dela, ampak to bom rekel samo zato, ker če nekdo to posluša, pa reče plod sreče, bom rekel ok. In mogoče, če bo verjel v to, da je to lahko plod trdnega dela, bo to zunanji input, da bo malo bolj trdo delo in imel več sreče v življenju. Sam zdaj si ga zajebil, ker si mu povedal, da z njim manipuliraš. A ne? Ti bi mu mogel samo reči, ne, absolutno je samo trdo delo in vidva nimata pojma in bi ustavil se kle in bi ga prepričal ti njega. Ne, jaz mislim, da lahko marsikoga prepričam že sam s tem. Mislim, tudi jaz hkrati lahko verjamem v neko objektivno resnico, da je to sreča, da se mi je nekaj zgodil, da sem jaz bil motiviran in da sem zdaj to motivacijo dal v delo, ne v neke ostale stvari. Ampak ko delam na sebi, verjamem 100% to, da vse, kar šteje, koliko dam jaz noter sebe. Tudi jaz lahko hkrati verjamem, da objektivna resnica, ja, sem imel srečo, kdo sem, kaj sem postal, da sem imel neke vzvode, ki so me zmotivirali, ampak ko jaz delam na sebi, ko se pogovarjamo v kontekstu osebne rasti, zagovarjam 100% in to verjamem, da trdo delo je vse, kar šteje. Ne trdo delo, to, da daš samega sebe noter in da res daš vse od sebe. Ne? Zato, ker to je na nek način, čeprav ne morem nič kontrolirati, je to na nek drug način hkrati edina stvar, ki lahko kontroliram, ker pač sreče ne morem. Ne? To je ful kompleksno, Ja. paradoksalno je. Ne? Ampak hkrati, če se pogovarjam z ljudmi, se mi zdi boljši mindset, ki ga lahko ljudje imamo, je, da pomaga, če trdo delaš. Ne? To se mi zdi bolj jaz mislim, da veliko ljudi na tem svetu zelo trdo dela. Sej trdo in pametno, to je zdaj nova. Zelo, zelo trdo dela. In pametno. In pametno. Pa lahko je to, se pravi, pametno in trdo delo je lahko, krovni izraz je lahko trdo delo. Okay. Pač, da, delaš pametno, ali pa dobro delo. Dobro delo, ajde. Dobro, ali pa da veliko energije v to vlagaš, a ne? Pa si se, ne vem, rodil v napačni državi. Ne? Ja, kar pa jaz vidim v praksi, da ne poznam nobenega, ki je 20 let delal trdo in pametno in ni prišel do nadpovprečnih rezultatov. Sigurno, na boljši rezultat, kakor bi, če ne bi trdo delal. Ne. V primerjavi z ostalimi, da ni prišel na boljši rezultat. To meni, recimo, ljudi, ki jih poznam, ki so 20 let res delali trdo pa pridno, so dobili dost boljši rezultat kot povprečni ljudje. Sigurno, tukaj ni. To ne glede, kje so se, recimo, da smo se vsi rodili v Sloveniji, ampak eni v boljši familiji, eni v slabši. Nekdo, ki je 20 let ali pa že 10 let trdo pridno delo v neko smer, ima zdaj neke rezultate, ki so boljši kot od ostalih Slovencev, ki so mogoče imeli boljšo predispozicijo v smislu, navzven, da je izgledala boljša predispozicija. Sigurno, sej ni, jaz ne mislim to, da če imaš ti dobro izhodišče, da imaš srečo v izhodišču, a ne, recimo, ne vem, rodiš se v Sloveniji. Ja, recimo v Sloveniji, pa v premožno družino, pa ne vem, noben te ne zlorablja, pa tako je vse, imaš nastavljen za uspeh. Ne pravim, da je to edini faktor, da se bo, ali pa da je to razlog, da se bo nadaljevala ta trajektorij. Kar pa obratno, pa mislim, da ne velja. Se pravi, tudi, da ti, če trdo delaš iz kateregakoli izhodišča, ni garantirano. Ja, se ne pogovarjamo o tem, kaj je garantirano.
mislim, da vsi vemo, da ni garantirano. Mislim, ampak to sploh se mi zdi, da ni tako važno, kot da je važno to, da verjetno boš dlje prišel z mindsetom, da je potrebno vložiti nota trud. Sigurno, ampak jaz mislim, da to je ena stvar, ki si naša družba fuldrka na to. Pač na to trdo delo. Mislim, odvisno od kje generacije. Ne. Jaz mislim, da to je tako. To je po moje res en tak dober način, kako v bistvu ti tudi vzdržuješ nek družbeni sistem. Pač da rečeš, trdo delaj in uspeh je zagotovljen, oziroma da je uspeh posledica trdega dela. Pač tukaj jaz mislim, da moraš biti zelo, da bi mogli biti zelo korektni pa reči, vsak posameznik je verjetno imel nek splet srečnih naključij, da je prišel do tega uspeha. Jaz mislim, da doskrat uspešni ljudje rečejo, sem imel tudi full sreče. Ja, ampak ta nek, kako se temu reče, rdeča nit zgodb o uspehu, pa je ponovadi vedno trdo delo. Ja. Ni, veš, tudi reče se tako, ko nekomu nekaj uspe, nek velik, ali pa recimo zdaj sigurno bo primer, ki je Pogačar je zmagal Tour de France. Ne. A cel? Ja. A res? To je noro, a ni? Mislim, to je... Vedel sem, da nekaj zmaguje, to nisem pa spremljal tako. To je, mislim, to je res vrhunski športni rezultat. To je, kar se tiče kolesarstva največ. To je vrh. Aha. Mislim, da tudi, seveda, Tour de France je največ. Tudi zlata olimpijska medalja v kolesarstvu, mislim, da je niti približen. To je kot Wimbledon. Niti približen, ne pomeni toka. Mogoče, če bi en Slovenc zmagal Grand Slam, bi mogoče to bilo isto. Ne vem, tako, to verjetno bi se dal zdaj kle filozofirati. Ne. Jaz ne bom zdaj tukaj izničil dejstva, da je to veliko trdega dela, ampak sigurno, pa če bi njegovo celo življenjsko zgodbo pogledala, so po moje taki odločilni dejavniki, da se je to lahko zdaj manifestiralo v zmagi na Turu, da bo meni nekdo zelo težko rekel, da je on z mindsetom trdega dela to. Ja, mislim, da ni dvoma tukaj. Ja, se strinjam. Športni rezultati, biznis, vse, kar je vrhunski rezultat, bi jaz rekel, da je, zdaj, kar je bilo vprašanje, kaj je bolj pomembno, bi jaz rekel, da je to bolj pomembno. Ne bi rekel, da je vse, da je izključno to, da ti samo zdaj tako pasivno v življenju spremljaš in čakaš, da pride vse ti naproti, Seveda, trdo delaš, ampak večji pomen bi pa dal sreči. Ampak ni pa to nič ni uporabnega v verjetju tega, da je sreča. Ne, da je sreča pač bolj pomembna od trdega dela. Nič ne pomaga to. A veš, ker pol si tako, nič ne morem. Kako pa? Ko je nekdo dal ful trdega dela in je imel veliko nesreče, je lahko lažje za njega reči, dal sem en element noter, ampak sreča je bila ful pomembna, nisem imel vpliva, nisem imel te sreče, ali pa sem imel zdaj ful nesreče. Jaz bi celo tako rekel, včasih je bolj pomembno imeti, bolj pomembno, da nimaš nesreče, kot da imaš srečo. Ja, sej, da imaš srečo, da nimaš nesreče. Res je. Ampak za večino ljudi jaz mislim, da mislim tako, v osnovi bi jaz verjel, sreča je pomembna, ampak ne moš, mislim, kaj zelo pomagati tem. To je meni to tako, to je zelo, zelo si hitro postaneš lahko nadut, ker rečeš, da je mindset trdega dela je recimo odločujoč faktor, ker če bi se mi rodili stari Afganistanu. Ne v Afganistanu, stari. Če bi se mi rodili 200 km južneje, takrat, ko smo se mi rodili, naša življenja bi bila čisto drugačna, ker je bila vojna v Bosni. In mislim, res moraš biti hvaležen,
da si imel srečo v svojem rojstvu, kje si se rodil, a ne? Da se recimo nisi, da se prav mi kot posamezniki, a ne, ki smo se tam okrog 90 rodili, stari, da se nismo rodili 100-200 km. Če si zadovoljen s svojo trenutno situacijo, pa lahko rečeš, imel sem srečo. Ne? Če si pa ti nezadovoljen, pa lahko padeš v past, ki rečeš, nesrečo sem imel. Ne vidiš pa, da si imel vedno srečo. Ja, ful dobro. Ti imaš vedno srečo. Vedno. Mislim, vedno imaš srečo in nesrečo tudi hkrati. Ne, mislim, srečo imaš vedno. Jaz bi te pravil, to je relativno. Je. Tako, to je pogled. Srečo ali pa nesrečo imaš glede na X. Tako. Mi imamo srečo glede na naše, ne vem, bosanske vrstnike, ki so se rodili mogoče takrat v Sarajevu. Ne? Ja, pol zbiraš vzorec, ki ti paše, da boš dokazal tisto, kar ti hočeš. Jaz pa pravim, če vzemaš najširši vzorec, imaš ti vedno srečo. In to je boljši mindset. Ja. Največji možen vzorec je to, da ti sploh obstajaš, če verjameš recimo v materializem, tako kot ti, ne? Imaš ti tako srečo, da sploh obstajaš. Ja, to so trilijoni proti ena. Ne? In to je pogled. Lahko pa ti rečeš, ne, jaz bom zdaj se tekmoval samo z Ljubljano, jaz imam ful nesreče. Ne? In ti lahko hitro padeš v to brezno tega, da se primerjaš z drugimi, ampak to, kar vzameš za primerjavo, sebi delaš ful škodo. Ful si dober začel, pa ta mindset se mi zdi ful dober. Če si zadovoljen, da si nekam prišel, da imaš sposobnost pogledati nazaj pa reči, ok, ful je bila sreča. Sem bil priden, ampak ful je bila sreča. Če si pa model, ki pa nisi zadovoljen, s kjer si, je pa mogoče boljši mindset, da se ne oziraš preveč, pa iščeš izgovore v tem, koliko si imel nesreče, ampak se fokusiraš na delo. Ne, fokusiraš se na spremembo perspektive, ki sem jo jaz zdaj povedal. To in na delo. Narobe vidiš. In na delo. Ta, ker ni zadovoljen, to je ful kontroverzno. Narobe vid. Ne funkcionalno vid, ali pa ni... Ni zoptimiziran za well-being. Tako. Ker zdaj mi, veš, o tem ful razmišljam, ne? Sej to je, cel ta podcast je v bistvu to, ne? Kaj je good life? Perspektive, ideje. Zdaj, kako bi jaz bral ideje, ki mi zmaksimizirajo meni osebno life good, ne? In s tem se ful ukvarjam, ne? In ful mi je to zanimivo, ker je ta zdaj self-development, pa spiritualne knjige, pa delamo to, pa pijemo ayahuasco, pa delamo, ful stvari. Zato, ker je, mislim, da fuck up naredimo v eni ful pomembni stvari je, da mi mislimo, da lahko postaneš srečen. Ne moreš pa postati srečen, nikoli.